Že tokrat sem hotela posneti video na to temo in zdaj bomo končno razjasnili te stvari. Diastaza, varne vaje, diastaza, nevarne vaje. Obstaja veliko teh spiskov varne in nevarne vaje za diastazo, ki sicer prihajajo z dobrim namenom, ampak ni pa vse tako črno-belo. Veliko je povezano pač s pritiskom v trebušni votlini, ki ga ustvarimo pri določeni vaji. Ok, da nekratko povem, kako, kaj, zakaj. Torej, ko smo noseči, ko raste trebuh, se ustvarja pritisk, torej rastoče bitje v nas ustvarja pritisk v trebušni votlini. In s tem v enih primerih ustvari diastazo rectusa, torej mišice se razmaknejo, linija alba, ta vezivno tkivo se raztegne. In zdaj, ko mi rodimo in ko hočemo to rehabilitirati, nočemo dodajati še več pritiska na to stanje, ko ga hočemo reducirati. In tukaj pol pride do, katere vaje so zdaj ok in katere niso ok. Tako da bom pokazala kar na primeru. Na vaji se to najlepše vidi. Dvig kolena. Ok, to ne bi bila neka varna vaja, se ustvari ful malo pritiska, torej aktivacija medeničnega dna, ko gremo s kolenom gor, vidimo, da ni nobenega v bistvu rinjanja trebuha ven, normalna tenzija. A vidite, pač varna vaja, ne? Čim jaz dvignem še drugo nogo, je že več pritiska na naše trebušne mišice. Se pravi, ta pritisk treba kontrolirati s tem, ko imamo mi dovolj močne mišice, da ga lahko, ker če nimamo, se zgodi to, ok? Potisnemo nevede, hrbet v tla, naredi se pritisk, izboči se trebuh, se pravi, da ni to varna vaja, če mi ne znamo tega kontrolirati, ok? Ampak to ne pomeni, da ne bomo mogli nekje v prihodnosti te vaje početi. In pol iz tega lahko mi nekako delujemo in gledamo, kaj se dogaja v trebuhu, ali skače, da damo nogo ven, skače trebuh ven, a ga lahko kontroliramo, a ne. V bistvu največ vprašanj, ogromno vprašanj dobim, a je pilates varna vaja za po porodu. In tukaj dobite ta odgovor. A lahko vi pri eni pilates vaji, na primer tej, a ne, držite trebuh oziroma kontrolirate pritisk, da ne nastane to, ok? Če vi znate kontrolirati oziroma če lahko kontrolirate to z aktivacijo, potem je vaja varna, ampak po porodu mislim, da skoraj nobena tega ne more, a ne? In zato pride tukaj na spisek nevarnih vaj po porodu. Torej, kaj hočem povedati je, da s progresijo lahko pridemo do izvajanja nevarnih vaj po porodu. Isto velja pri plenku, se pravi, prihajamo nekje iz tiste najbolj varnega položaja plenka, ki je najbolj zahteven. Ravno iz istega razloga, zato ker pri tem najbolj zahtevnemu je pritisk prevelik, da bi ga naše trebušne mišice zdržale. Zato začnemo z neko dvignjeno podlago, na kolenih. Skratka, počasi prehajamo na ta nevarne vaje po porodu. Tako, upam, da smo zdaj razjasnili to. Isto velja s trebušnjaki, isto velja z poskoki. Ni rečeno, da ne smete nikoli več skakati. Je pa rečeno, da treba priti do tega, da so mišice dovolj močne, da vam bodo pustile skakati. Tako, ok?